Torej na seji občinskega sveta, zadnji seji je bilo ena izmed točk, seveda tudi obravnava izgradnje Sinteze 2, ki bo izvajala podjetje Krka. Ta točka je bila uvrščena na dnevni red predvsem zaradi skrbi naših svetnikov, da niso bili vključeni v proces umeščanja tega objekta v prostor, predvsem stališča njegove varnosti in vpliva na okolje. To se je po predstavitvi na seji tudi izkazalo, kajti svetniki so z veliko vprašanji poskušali izvedeti kaj več. Lahko pa rečem, da je na koncu pod črto in kot zaključek to, da se nekako nalaga podjetju Krka, da bolj intenzivno dela na odnosu z javnostmi, da obvešča ljudi o postopkih in komunicira z njimi. Namreč treba je vedeti, da gre za objekt, ki bo imel velik vpliv na okolje, in zato je tudi seveda zelo pomembno, da so občani seznanjeni s vsemi vplivi, torej s katerimi bodo soočeni. Sicer tu ta točka ni bila namenjena nekemu odločanju, se pravi ali za ali proti, ampak bolj seznanjanju, vendar pa mislim, da je pomembno to sporočilo, ki smo ga dali podjetju Krka, da mora intenzivirati sodelovanje z javnostjo in se pač z njimi več posvetovati oziroma jih obveščati o tem, kaj podjetje namerava. Vsekakor sodelovanje z javnostmi ni bilo dovolj dobro. Tukaj lahko rečem, da je podjetje Krka pogrnilo na celi črti oziroma drugače ni opravilo svoje domače naloge. S tem, ko je leta 2009, mislim, ali 2010 umestilo v ta prostor cel kompleks njihove proizvodnje, še ni rečeno, da je pravzaprav rešeno vse, ampak je prav, da se pri dodatnemu in to intenzivno dodatnemu obremenjevanju prostora z nekimi kemičnimi proizvodi oziroma s proizvodnjo tovrstno, da je prav, da se seznani tudi javnost in da ta javnost pravzaprav se počuti varno in umirjeno, kajti mi bomo morali potem s tem objektom živeti še dolga leta in prav je, da se o tem tudi odločimo.